dragi moji. Čaka nas en magičen večer. Neskončno sem hvaležna, da se bomo danes povezali v tem kanaliziranju v živo. Vsi, ki ste danes z menoj prvič, dobrodošli. Moje ime je Tjaša Dorelaj in sem Medi in danes bom za vse nas kanalizirala sporočila duhovnega vodstva. Iskreno ne vem, kaj nam bodo povedali. Tako kot ti se bom popolnoma prepustila z odprtim srcem v sprejemanje vsega, kar nam duhovno vodstvo želi danes na to močno točko v času prenesti, vso energijo, vso zavest, vsa sporočila. In te povabim, da odpreš svoje srce in se daš v sprejemanje. Nekaj navodil, predno začnemo. Povabim te, da si vzameš ta čas zase, da zapreš vrata, da ugasneš ostale stvari in si res tukaj z menoj, zase. Velikokrat v življenju nam pozornost vzamejo marsikakšne stvari in danes za to urico našega druženja te povabim, da si sam sebi najbolj pomemben. In da enostavno odklopiš vse stvari, življenje bo za to uro počakalo. in si daš ta čas božanskega božanja, energij in sprejemanja vse te zavesti in sporočil, ki prihajajo, da napolniš sebe. Ugasneš telefon, da ga daš na tiho, da si res tukaj z mano. Zato, ker ta čas, ki si ga namenjamo, je v bistvu čas, ki ga dajemo sebi. Ne samo danes, ne samo v tem trenutku, ampak dejansko v življenju. Lepo pozdravljam vse moderne oraklje moje spletne šole. Pozdravljam vse, ki ste del zavestne skupnosti, ki jo skupaj kreiramo. Vse tiste, ki ste danes z menoj prvič. Lepo pozdravljeni. Skupaj bomo spletli en tak močen krog zlate svetlobe in zato, da boš res lahko sprejel čisto vse, kar danes skozi mene teče do tebe, si res bodi toliko pomemben, da za to uro daš vse stvari na tiho, na kraj in si s celim svojim bitjem in s celim svojim srcem tukaj. Ne vem, koliko časa bo trajalo to druženje, zato ker ko vstopim v kanal in se začnejo prenašati sporočila, zame čas ne obstaja, tako da karkoli bom rekla, bo samo neka taka napoved. Jaz napovedujem dobro uro, do uro pa pol, vsekakor pa bomo sprejeli vsa sporočila, ki jih ima duhovno vodstvo za nas in toliko časa, božanskega časa, kot nam ga bodo namenili, smo lahko samo hvaležni, da vsa ta sporočila sprejmemo. Povabim te, da če le lahko ostaneš z mano do konca, ker se bo ustvarila ena taka močna mreža energije in da ujameš vso to energijo, ki teče k tebi. Wow! Že čez 1100 nas je, ne morem verjeti, kakšna božanska povezava. Napiši v komentar spodaj, iz kje me spremljaš danes, iz katerega mesta, iz katere države se danes povezujemo, zato da prepoznamo, kako široko bomo to matrico danes prepletli. Sama se ti oglašam iz Ljubljane in ko me čakam, da vidim tukaj v komentarjih, iz kje vse me danes spremljate in kam vse bomo danes speljali tole našo zlato povezavo. Zakaj je dobro, da napišemo, iz kje smo? Zaradi tega, da v bistvu prepoznamo, da nismo sami, da nas je več takšnih, ki si želimo živeti v visoki vibraciji, v pretoku, v stiku s seboj, v stiku s svojo dušo, s svojim duhovnim vodstvom. In danes, ko je takšna močna točka v času, ko se nam dobesedno vesolje odpira, zato da pade na nas ta zlata svetloba kot zlati dež, pravzaprav, da sprejmemo v svoj objem vso to energijo. Vsi vemo, da je bilo to leto 2020, zelo zanimivo, drugačno od ostalih. Dobesedno nas je postavilo v čisto drugačno pozicijo doživljanja sebe, doživljanja življenja in sama osebno sem za to hvaležna. Zato, da se lahko zbudimo v našo pravo resnico, da se lahko zbudimo v naše prave moči in začnemo v bistvu sokreirati življenje
s našim duhovnim vodstvom, z energijami, dejansko s tem, kar nas v resnici poganja. Ne? Vsi vemo, da nas ne poganja samo ta glava in nas ne poganja samo to fizično telo, ampak je to samo en delček našega obstoja. Vse ostalo je pa ta zavest, ki teče skozi nas in zaradi nje smo prišli in dobesedno smo prišli na ta planet prinesti svojo svetlobo. In zdaj je ta čas, ko se še bolj odpirajo dobesedno vrata vesoljne energije, univerzalne zavesti, da teče skozi nas, da bomo še bolj prisotno, še večjim zavedanjem na nek način živeli to, kar mi smo. Ne le 10% sebe, ampak 100% tega, kar mi smo. Wow! Če spremljate komentarje, vidite, da smo spletli mrežo danes po celi Sloveniji, pa še čez in neskončno hvaležna. Tako da napiši v komentar, tagiraj svojega prijatelja, ki mogoče danes še ni z nami, pa bi dobro bilo, da posluša, da se priklopi v to našo mrežo in da mogoče še koga povabimo, povlečemo s to našo energijo v naš krog. Ta dan, ta večer oziroma to močno točko v času, prvotno nisem imela plana posebej praznovati. Čutila sem, da potrebujem nekaj narediti, pa se ni sestavila cela ideja, kaj naj naredim in sem pustila. Sem pustila in čakala, da pride navdih in včeraj po noči so se mi oglasili duhovni vodniki in so rekli: Tjaša, ti samo pojdi, kanaliziraj, tako kot bi kanalizirala zase na ta dan. In na nek način vas spuščam v mojo dnevno sobo, spuščam vas v moj dom, kako izgleda, ko sama kanaliziram sporočila zase. In v bistvu danes bomo prejeli sporočila za vse, ki smo tukaj zbrani, za vse, ki boste gledali v ponovitvi, za vse, ki bodo kadarkoli v življenju našli pot do tega videa. Vsak od nas bo sprejel tisto sporočilo, ki ga je njegova duša prišla slišati. Zato si dejansko bil povabljen, da prideš sem. Tako da hvala. Hvala, da si se odzval temu notranjemu klicu. Neskončno sem hvaležna, da smo tukaj. In ta točka v času, današnji dan, je poseben iz večjih razlogov. Zato, ker se nam dobesedno umikajo stare energije. Umika se nam še tisti del nas, ki je tok, ki ni pretočen, ki morda še vedno živi v uporu. Se umika stran in odpirajo se vrata, odpirajo se dobesedno božanski portali močnega pretoka energije, da bomo lahko še bolj šli v svojo pretočnost, še bolj šli v kreacijo iz svoje vibracije. In danes je močen dan za manifestacijo, zato ker nas ta dan povezuje s tem, kar mi resnično v svojem bistvu smo. In zato dovoli si želeti vse, dovoli si čutiti vse, kar se danes rodi, dovoli si vse, celega sebe doživljati skozi ta dogodek. Mogoče se bo zgodilo, da se bodo rodila določena čustva, mogoče se boš začel jokati, boš v telesu čutil vibracijo, energijo, bo vroče, hladno, samo dovoli vse. To se zmenimo, da si dovoliš čutiti vse in bodi cel tukaj. Prisoten. Zase, z mano, z nami. In moja namera, moja predanost tebi in vsem nam danes je, da se povežem z univerzalno zavestjo, z našimi duhovnimi vodniki. In čisto vsi vodniki, ki želijo danes priti skozi mene do tebe, jih povabim, da pridejo. Da so tukaj z nami, da prenesejo sporočila, tisto, kar prav zdaj vsak izmed nas potrebuje sprejeti, potrebuje slišati. Tako da, dragi moji, gremo se prepustiti in nekaj se zmenimo. Zmenimo se to, da vmes, ko bodo prihajala sporočila, ko bom kanalizirala sporočila duhovnih vodnikov, da se prav nič ne ukvarjamo drug z drugim, ampak da enostavno samo zapremo oči in smo sami sabo. Če želiš, lahko ta sporočila zapisuješ.
Sicer pa tole snemam in bom kasneje objavila tudi na moji spletni strani tjašadorelaj.com in na mojih YouTube kanalih in drugih platformah, kjer s teboj delim jasnost in kanalizirano zavest duhovnega vodstva, zato da boš lahko ponovno poslušal in ozaveščal to znanje, zavedanje, ki bo danes prišlo skozi nas. Tako da, dajmo se zmeniti, da smo prisotni v sebi. Ko se dogodek zaključi, se pa lahko ponovno pogovarjamo, pa lahko vse podelimo, ampak vmes je zelo pomembno, da nismo sfokusirani drug na drugega, ampak smo dejansko sfokusirani na se in na to, kako ta energija in ta sporočila odpirata vsakogar izmed nas. Okay. Dobro. Zdaj te pa povabim, da najdeš najbolj udoben položaj svojega telesa. Začeli bomo z meditacijo, zato da se iz vsega, kar se je danes dogajalo okoli nas, znajdemo v sebi, v svojem centru in da se najmočneje odpremo za sporočila duhovnih vodnikov, ki so danes tukaj za nas. Nežno zapreš svoje oči in se prepustiš. Gremo uživat, dragi moji. Draga duša, draga zavest, tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael, v objemu vseh energij današnjega dne, vsega duhovnega vodstva tvoje duše in te skupnosti. Prihajam v uvodu, da postavim energijo. Povabim te, da najdeš udoben položaj svojega telesa. Vstopi v tak položaj, v katerem lahko spustiš vse, kar držiš. Vse, kar si to leto nosil s seboj. Vse, kar prinašaš do tega trenutka še iz svoje preteklosti. Daj se v položaj, v katerem lahko čutiš, kako tvoje telo nima nadzora nad seboj
kjer lahko vse sprostiš in spustiš. Zato vzemimo si skupaj ta čas, ta trenutek, da vsak zase v svojem domu, v svojem svetem prostoru najde položaj telesa, ki mu omogoča največjo sprostitev. Zato premakni se, najdi se, v sebi bodi. Ko iščeš pravi položaj svobode in sproščenosti. Mi, duhovni vodniki in angeli svečeniki, ki smo danes tukaj v krogu s teboj, prav zdaj ustvarjamo zlato matrico povezave med vsemi dušami vpetimi v ta zlati krog. Skozi čas in prostor, ne le tukaj, zdaj, v tem trenutku, skozi čas in prostor, ko boš kadarkoli poslušal ta sporočila, to meditacijo, ta dogodek, se bo preko teh zlatih niti stekla energija naravnost do tebe in po celem krogu. Tako močna je ta povezava, ki jo danes gradimo. Zato resnično, draga duša, najdi položaj telesa, v katerem prav nič ne držiš. Spusti potrebo po nadzoru, spusti se in sprosti se. V redu je. Jaz, nadangel Mihael, prihajam, da postavim zaščito. Močno, zlato zaščito. Držim te v krogu in zdaj se začne stekati energija skozi tvojo desno dlan v desno stran. In samo začutiš, kako se vse, kar si, celo tvoje bitje, cela tvoja zavest, zdaj začne stekati skozi tvojo desno dlan v desno stran, v krog, v zlati krog, ki nas povezuje. In skozi svojo levo dlan in levo stran telesa sprejmeš nazaj vse zlate vibracije tega kroga, vseh ljudi in čarobnih duš, danes zbranih v tem krogu. In s tem fokusom dajanja skozi desno stran in sprejemanja skozi levo stran se zdaj znajdi v tem krogu z nami, vodniki. In ko energija teče skozi tebe, dovoljuješ in spremljaš vse. Vse, kar si, naj se zdaj zgodi. Celo tvoje bitje naj zažari. Ti pa svojo pozornost daš v desno dlan in desno stran, kako zdaj vse, kar si, teče od tebe v desno smer tvojega življenja. Tvoj dih pa postane prisoten, vdih skozi nos, izdih skozi nos. Umiriš se, zaznaš se, kako je vse, kar obstaja ta trenutek. In držimo ti prostor močne prisotnosti, da lahko čutiš vse, kar si. Vsak vdih in vsak izdih skozi nos teče v krogu, tako kot ta zlata svetloba, ki teče skozi tebe. Za trenutek te prepustim tišini in čutenju, ko svojo pozornost daš v desno dlan in desno stran telesa in samo predaš, daj v toku vse, kar si. Vsak tvoj dih več prisotnosti rodi. Vsak vdih skozi nos in izdih skozi nos te globoko vate pri zemlji. Spremljaš svoj dih in daješ v tok
skozi desno dlan in desno stran. Vse, kar si, celo tvoje bitje, zdaj v zlati svetlobi zažari. In zdaj veš, da nisi sam, da nisi edini, ki čuti ta tok. In svojo pozornost daš zdaj na levo stran in v levo dlan. In začneš čutiti cel krog energij te skupine in skupnosti. Ko sprejmeš najčistejšo, zlato svetlobo skozi desno dlan in desno stran jo daješ naprej. Leva stran telesa sprejema, kako do tebe teče energija te skupnosti. Desna stran daje v skupnost, v krog. Povezan si. Eden izmed nas si. Saj tudi mi, angeli nad angeli, boginje, bogovi, svečeniki in duhovni vodniki stojimo v tem krogu skupaj s teboj. Dovoliš, da energija teče skozi tebe. Cela leva stran telesa je odprta, sprejemaš. In cela desna stran telesa je odprta, ko z ljubeznijo dajaš. Popolnoma prepusten si, nobenega upora v tebi več ni, ko vsak tvoj vdih in vsak tvoj izdih sprejmeta krog zlatega toka energije. In zdaj začutiš, kaj se zgodi, ko se kroženje v drugo smer spremeni. Ko začne skozi tvojo desno stran in desno dlan teči vate in skozi levo dlan ven iz tebe v krog. Kar naenkrat obrne se ta krog, tok teče v drugo smer. Ko skozi desno stran sprejemaš in skozi levo stran daješ. Zlata svetloba teče skozi tebe v nasprotno smer. Ti pa krožno dihaš z vdihi in izdihi skozi nos. In samo čutiš to spremembo toka, te zlate energije, ki teče skozi tebe. Sprejmeš tudi to, ko v drugo smer kroži tok energije skozi tvoje telo. Ko vsak tvoj vdih in vsak tvoj izdih skozi nos se zgodi, popolnoma prepusten si. Zlata vibracija, ki steka se na planet, v tem trenutku v tvoj krog vstopi in teče skozi matrico povezave.
ti pa sprejmeš in dovoliš, da isti val energije teče skozi vsakogar izmed nas, vključno z nami, angeli nad angeli, boginjami, bogovi in duhovnimi vodniki, svečeniki, ki stojimo skupaj s teboj v tem krogu. In zdaj zavestjo umakneš se dvigneš nad svoje telo in se dvigneš visoko v nebo. Ko je tvoj pogled zaprt, ne opazuješ več zemeljskega sveta, obrneš se navznoter in svojim notranjim pogledom začneš doživljati to, kar je res. In se zavestjo zdaj dvigneš ven iz telesa navzgor, skozi vrh tvoje glave v lijak zavesti naravnost v kanal. Visoko se dvigneš in začneš čutiti, kako tvoje telo postane popolnoma pomirjeno, otopelo, ko se tvoja zavest ljubeče odlepi od njega. Ti pa vstopiš v višje nivoje zavedanja in se zdaj dvigneš nad ta planet Zemlja, ki ga zdaj kličeš svoj dom. V svojem notranjem doživljanju zdaj vidiš, kako postaneš del vesolja, ko opazuješ planet Zemlja pred seboj. In zdaj lahko vidiš, kako se na planet Zemlja, ki ga za to življenje kličeš svoj dom, sidrajo valovi zlate zavesti. Iz sredine vesolja, iz jedrne zvezde, začetka vse svetlobe, se zdaj na planet Zemlja sidra zlata frekvenca. Ti pa opazuješ svojim notranjim pogledom in dovoljuješ to, da tvoj planet objamejo te žarki zlate energije. Spremljaš in dovoljuješ čisto vse, ko vidiš, kako planet Zemlja sprejema, kar mu danes je namenjeno sprejeti. Čutiš, kako ti valovi energije, ki se sidrajo na planet, polnijo z močjo tvoj dom. Začutiš in vidiš lahko, kako se planet Zemlja začne vrteti, kako se začne energija planeta transformirati. In vse to ti je danes dano v doživetje. Ti pa svojo zavestjo opazuješ, kaj vse se dogaja, ko se planet Zemlja osamosvaja. In zdaj povabim te, da greš še globje v vesolje, naravnost do jedrne zvezde, najsvetlejše, najmočnejše zvezde v vesolju, ki je vir vse svetlobe. Prosi, da se jo dotakneš in v njen objem te bo odneslo. Pojdi v samo središče jedrne zvezde, po zlato svetlobo, ki jo je dano tebi prinesti na planet ob tvoji vrnitvi. In ko se dotakneš jedrne zvezde, vstopiš vanjo v ta zlati tunel,
sprejmeš zlato svetlobo v svoj objem, sebe napolniš z njo. Oplemenitiš zdaj sebe s to zlato vibracijo in ji daš namen, kaj želiš prinesti na planet, katero vibracijo želiš utelesiti v svoj dom, katere občutke želiš prenesti k sebi v svoje telo na planetu Zemlja. Podaj jasen namen temu sidranju zlate zavesti. Nato pa vzemi vse svoje namere, zlato svetlobo jedrne zvezde in se začni vračati na planet Zemlja v svoje telo. Pomagamo ti, z odštevanjem te vračamo nazaj navzdol naravnost v tvoje telo, da zasidraš to zlato vibracijo in te namere na tvoj planet. 10, 9, 8, 7, 6. Zdaj dotakneš se svojega telesa in vstopiš van. 5. Zdaj močneje čutiš svoje telo. 4. Zdaj se zaveš, da si nazaj v sebi. 3. Zdaj spremljaš svoj dih. 2. Zdaj polno utelesiš svojo zavest in zlato svetlobo v svoje telo. 1. V tem trenutku si iz vesolja, iz središča svetlobe jedrne zvezde prenesel na planet Zemlja unikatne svetlobne kode, vibracije, občutke manifestacije. Hvala ti. Zdaj pa ponovno zavej se tega kroga, začuti, kako skozi tvojo desno dlan in desno stran teče vse to, kar si zasidral v skupno polje, kako se planet Zemlja zdaj oplemeniti s tem, kar si ti doprinesel. Skozi levo dlan in levo stran pa sprejemaš vse, kar so utelesili in prinesli drugi. Zdaj veš, da si povezan. Zdaj veš, da ste vsi skupaj. Zdaj veš, da točno tako mora biti. Naj teče skozi tebe, stran od tebe in vate. Vse, kar si zasidral na ta planet ti, hvala ti. In vse, kar so zasidrali drugi, sprejmi hvaležno in postani del tega toka. Ne upiraj se temu, kar prihaja do tebe, saj vse je zate, sicer ne bi prišlo. Ne upiraj se temu, kar si, vse to, kar si, je zate in za druge, zato samo zavestno podeli. Naj teče ta krog
Bodi del tega toka, božanske povezave in matrice, zlate svetlobe na planetu Zemlja. In zdaj obrnemo ta tok, ko skozi desno dlan teče vate in skozi levo dlan in levo stran teče stran od tebe. Če tudi morda nisi navajen na ta krog, sprejmi ga. Zdaj teče vate z desne strani in iz tebe skozi levo stran. Ti pa sproščeno dihaš in dovoljuješ vse tokove, ki tečejo skozi tebe, preko tebe, vate in iz tebe. Sproščeno dihaš in zahvališ se. Zahvališ se za to utelesitev v ta čas in prostor, na ta čaroben planet. In mi, vodniki, angeli, nadangeli, svečeniki, boginje in bogovi, zahvaljujemo se ti za to sidranje energije. In zdaj se tokovi sami od sebe nežno sprostijo in tečejo preko celega tvojega telesa, v vse strani, v vse smeri. Ni več pravila, preprosto žariš. Žariš to, kar si utelesil danes skozi to meditacijo. Žariš to, kar si sprejel iz tega toka kroga zlate matrice. Preprosto obstajaš in si polno utelešen ti. In zdaj objemi se. Najdi bližino v svojem telesu, dotakni se srca in bodi si blizu. Premakni položaj telesa in objemi se, draga duša. Sprejmi naše blagoslove, ki zdaj tečejo k tebi. Kinaya e mihiato iakainato, mihie nikai iakaiato mihianai, mikie nikaiato mikaa ia inaya a mihiato, mikio nia ikaiato ike ikirenia, mika ika ihiato kiato mina, mihianayato ita iki, ikiane miakoyati, ikiatai mayatai yako, iatio iakoyato iato, mikiato niya ikiana me, mikiane ikiato yane, iatai mayakai iato iano, iato iano. Sprejmi naš zlati blagoslov, svoje srce se potopi in iz njega ven doživljaj sebe in svoj svet. Nisi tu, da boš ločen, tukaj si, da si povezan, povezan s seboj, s svojim izvorom, ko tvoja zavest teče skozi tebe, povezan z vsako dušo, ki biva ob tebi. Zato zdaj začuti to povezanost in začuti, kako pomemben del celote si ti. Brez tebe se zruši ta povezanost,
manjka, nastane luknjica, ko tebe ni. In ko boste dojeli, da vsak izmed vas potrebuje žareti, boste drug drugega povzdigovali. Ne boste se ločevali, ne boste se obsojali in drug drugega lovili. V ljubezni do sebe boste drug drugega proslavljali in slavili. Da lahko začneš to pot povezanosti, na katero zdaj stopaš. Začni pot povezanosti s seboj. Zato danes tukaj smo zate, da povabimo te, da se povežeš s seboj. Ne le enkrat tedensko, ne le takrat, ko ti nekaj manjka. Kako bi lahko vsak dan bil povezan s seboj. In vse se začne v tvojem telesu, v tem, da poskrbiš za potrebe tvojega telesa. Kaj potrebuješ, to si daj. Po čem tvoje telo kliče, to vase sprejmi. Zanikanje telesa je zanikanje tebe. Tvoje telo je podaljšek tvojih energij, je najpopolnejša manifestacija tebe in tvoje energije in tvoje zavesti. Ne moreš biti duhovno prebujen, če nisi v stiku s svojim telesom. Ne moreš živeti svojega poslanstva, če zanemarjaš svoje telo. Tvoje telo je tvoja fizična manifestacija tvoje duše na tem planetu. Je tvoj tempelj. Ne pozabljaj nanj, draga duša. Zdaj, prav zdaj začuti, kako dragoceno je tvoje telo. Brez njega tebe ni na tem planetu. Ne umikaj se stran od njega. Ne ločuj se od sebe, ko pozabljaš na potrebe telesa. Postani največji prijatelj s svojim telesom in utelešal boš celega sebe. Ne le nekaj odstotkov tebe, ampak celega sebe. Prekini s kritiziranjem tvojega telesa. Prekini s primerjavo tvojega telesa z drugim telesom. Preprosto prekini z zavračanjem telesa takšnega, kakršno je zdaj. Lahko čutiš prav ta trenutek, lahko čutiš, kako izjemno je tvoje telo, da drži vso to močno energijo tvoje duše. Wow! Kakšna manifestacija je tvoje telo. Wow! Tvoje telo ni ločeno od tebe, ni ločeno od tvojega obilja in tvojih odnosov. Skozi telo doživljaš odnose, skozi telo uživaš svoje obilje, skozi telo kreiraš svoje želje. Zato utelesi se, tako da začneš sodelovati z lastnim telesom in prihajati v stik z njim. In vseeno je, kaj ješ in kaj počneš in kako se gibaš in neguješ, katero kremo uporabljaš, katero telovadbo telovadiš. Kajti vse to je spremenljivo. Spremeni se, ko se spremeni energija, ki tebe poganja. Zato ne imej pravil za svoje telo. Umakni to, kar so tvoje dogme. Umakni to, kar so tvoja verjetja. Umakni. In samo čuti. Čuti sebe, ki tečeš skozi svoje telo v to življenje. In daj mu vse.
vse, za kar te prosi, vse, česar si želi, daj mu. Bodi tam najboljši prijatelj in zaveznik s tvojim telesom. Utelesi se v svoje telo, draga duša. Čas, ki prihaja, je čas utelešenih ljudi. In čeprav se ti včasih zazdi, da razsvetljenje je, ko se dvigneš ven iz telesa, bi zato potreboval živeti v drugi dobi planeta Zemlje. V tej dobi, v tem času, je pravo razsvetljenje, polna utelešenost v telo, živeti skozi telo svojo duhovno izkušnjo. In nihče, ki zanemarja potrebe telesa, ne more biti duhovno prebujen. Duhovna prebujenost je povezana s telesom. Oseba, ki močno sidra sebe in to, kar ona je, živi svoje poslanstvo, to doživlja in živi vedno skozi fizično telo. Ne glede na to, kaj je tvoje poslanstvo, samo skozi to telo ga lahko utelesiš, samo skozi to telo ga lahko živiš. Zato prekini s spremembami lastnega telesa. Ni potrebe, da popravljaš svoj nos, ni potrebe, da povečuješ svoje prsi, ni potrebe, da povzdiguješ svoja lička, ni potrebe, da spreminjaš sebe. Potreba je, da sprejmeš sebe, da prideš vase. In karkoli izbereš in si do zdaj izbral, v redu je. Objemamo te, sprejemamo te. Nič ni potrebno močneje kot to, da s svojim telesom ustvariš zavezništvo. Ko spremembo želiš roditi, globoko vase sezi in vprašaj se, mar to počnem zato, ker se ne sprejemam, mar to počnem zato, ker se ne morem gledati takšnega, kakršen sem. Ali to počnem zato, ker moje telo naravno tja hoče sebe razviti in sebe odpreti. In karkoli storiš, je v redu, je del tega življenja, tvoje duše. Pa vendar vedi, za vse to velja, ko boste prenehali vojno z lastnim telesom, boste našli tisti mir, ki ga iščete zunaj. In ti ne potrebuješ miru v svetu, ti potrebuješ mir v odnosu do lastnega telesa. In ti ne potrebuješ več ljubezni v svojih odnosih. Ti hrepeniš po tisti ljubezni, ki pride od znotraj, ko veš, da nisi več v boju sam do sebe. Pa kaj, če še nečesa nimaš? Pa kaj, če nekaj še prihaja? Pa kaj, če je tvoje življenje do zdaj bilo takšno, kakršno je bilo? Pa kaj? Lahko zdaj veš, da je vse to bilo del tvoje utelesitve. Vse to je bilo potrebno. Po to si prišel. A zdaj si tu, ko lahko sprejmeš energijo tega trenutka in zavedanja, ki zdaj teče k tebi. Lahko zdaj, samo zdaj, za ta trenutek, čutiš, kako je tvoje telo v popolnem skladju s teboj. Kako harmonično je, kako energija plapola skozi tebe kot zastava v vetru. Kako si eno s seboj. In ko bolečina telesa nastopi, takrat se vprašaj, ne kaj je narobe z mojim telesom, ampak kje sem pozabil na svoje telo, kje sem pozabil nase. Ko telo zboli, ko spremeni obliko, ko se transformira, telo tebe ni kaznovalo, samo izrazilo je to, kako ti v odnosu do njega deluješ.
Tvoje telo ni tvoj nasprotnik, ti si tvoje telo. Si še marsikaj, ampak si tudi tvoje telo. Zato ali lahko zdaj v tem trenutku se začneš dotikati lastnega telesa? Ko so tvoje oči zaprte, tvoje dlani polzijo po obrazu, po prsnem košu, po trebuhu, po telesu, po koži, podrsaj. Daj, stori to. Najdi svoj dom v lastnem telesu. Pridi nazaj domov. Pridi nazaj domov, draga duša, v to telo. Ne v tistega drugega, ki si ga namišljaš. V to telo, ki že je popolno, ki že je dom tvoje duše. Pridi nazaj domov v to telo. In s tem zavedanjem ga objemi. Bodi si blizu in bodi doma, v sebi doma. Prava moč ni zunaj. V resnici ni važno, kaj narediš. Ni važno, s kom živiš. Ni važno, kaj počneš. V resnici za tvojo dušo so to samo svobodne izbire. Kar je važno, je to, kako se počutiš, ko s to osebo živiš, ko to, kar izbiraš, počneš. Zato spusti pravila iz svojega uma, ki pravijo, to je prav in tisto je narobe. Vprašam te, kako se počutiš, ko delaš to ali delaš ono. Kako se počutiš, ko si s to osebo ali z drugo osebo. Kako se počutiš, ko telesu daješ to in ko telesu daješ drugo. Ne živi v ideji, kaj je prav in kaj je narobe. S tem izgubljaš sebe in svojo moč. Zate je prav to, kar je v tem trenutku tisto, kar želiš čutiti. Ne sprašuj se, kaj je prav za drugo osebo. Ne sprašuj se, kaj je prav za svet. Ne živi v skupinskih kolektivnih idejah, kaj je prav. Povej mi, kdo je prišel na ta planet sidrati tebe? Kdo je iz oddaljenega kotička vesolja prinesel tvojo energijo na ta planet? Moj odgovor je ti. Nihče drug ne sidra tebe. Nihče drug ne nosi tvojih talentov. Nihče drug ne nosi tvoje vibracije. Nihče drug ni tukaj s tvojo dušno pogodbo. Ti si. In zakaj torej že celo življenje želiš živeti po scenariju druge osebe? Zakaj se trudiš ugajati predstavam življenja? Ko pa v resnici življenje si ti, kar ti izbereš zase, kar ti čutiš v sebi. Ne razlagaj, ne utemeljuj sebe, samo utelešaj sebe. Bodi glavni junak tvoje zgodbe. Živi to, kar ti si, do česar imaš v tem trenutku dostop, kajti še toliko delov tebe je, ki se bodo še odkrivali. In ko se v tem trenutku tega časa in prostora tega dne odpirajo povezave z drugimi dimenzijami vesolja in svetov,
Zdaj si lahko začutil več sebe, kot si čutil sebe pred začetkom tega dogodka. In kadarkoli boš prosil in boš želel, se umiril in vstopil v svojo duhovno prakso, boš sprejel še več sebe, še večji del tebe se bo prebudil. Zato, draga duša, utelesi se. Najprej vedno poskrbi za svoje telo. Ko telo sprejme, takrat lahko tvoja duša polno žari sebe v ta planet, na ta planet, v skupno polje. Kot zavest, kolektivna zavest, se vsak prebuja in uteleša na svoj način, po svoji poti. Zato ponovno spusti kontrolo nad ljudmi, naj vsak svojo zgodbo živi. Ti pa utelesi sebe, poskrbi zase, budi ti. V tem zavedanju in ljubezni zdaj zapiramo vrata. Vse, kar se je moglo steči skozi tebe, se je. Še veliko tega, kar ni bilo izgovorjenega. Zdaj pa povabim te, jaz, nadangel Mihael, da v vesolje pošlješ eno svoje vprašanje. Kaj te zanima? Eno svoje vprašanje. Samo eno za zdaj. Dajem ti prostor in čas, da ga izraziš. In zdaj pridi nazaj v srce. Skoči ven iz glave nazaj v srce. Tako da se s svojimi dlanmi dotakneš svojega srca. In tam, globoko v tvojem srcu, v sredini tvojega srca zdaj nahajajo se 3 simboli. Ključ, ptica v letu in zaklad. Ključ, ptica v letu in zaklad. Odšteval bom od 3 proti 1 in samo eden od simbolov ostane v tvojem srcu, medtem pa se ostale 2 umakneta. Začuti in prepoznaj, kateri simbol ostane v tvojem srcu. 3, 2, 1. Vstopi v svoje srce in prepoznaj, kateri simbol tam čaka nate. In zdaj prisluhni sporočilu boginje Isis, ki v tem trenutku prihaja v skupno polje in prinaša odgovor iz tvoje dušne pogodbe na vprašanje, ki si ga postavil. Z besedo se umikam, z energijo ostajam ob tebi. Jaz, nadangel Mihael. Draga duša, draga zavest, tukaj s teboj sem jaz, boginja Isis. Kolikor v svojem srcu našel si ključ, to sporočilo namenjam tebi. Ne čakaj, da drugi odklenejo tvoja vrata. Ta vrata so tvoja, da jih odkleneš. Drugi jih ali sploh ne vidijo, ali pa preprosto ne nosijo ključa, ki bi odklenil ta vrata.
In življenje od tebe zahteva, prav zahteva, da se zavestno zaktiviraš in odkleneš svoja vrata. Predolgo si čakal na mestu, na istem mestu si postopal in čakal, da se svet zunaj tebe spremeni, da ljudje drugače delujejo, da se končno uresniči samo od sebe zate to, kar prosiš, pozabljal pa si, da si ključ ti. Tvoja vrata lahko odkleneš samo ti. In torej tvoj ključ ni zunaj tebe, ni v drugih ljudeh, ni v drugem času prisoten. Tvoj ključ si ti. Zato uporabi sebe, začni živeti sebe. To, kar veš o sebi, kar poznaš, kar znaš. Uporabi. Vso znanje že imaš in nosiš. Naj te lenoba ne spremlja, naj te aktivnost, kreativnost in zavestno dajanje sebe v svet spodbuja, da odkleneš svoja vrata. Kako se tvoje življenje spremeni, ko vrata odkleneš? Močno, pa vendar ključ si ti. Da se iz ležečega položaja, ko samo si v sprejemanju in čakanju, dvigneš v položaj, ko stojiš in ko se zavestno premikaš naprej. Naredi korak v levo, korak v desno, poskusi iti naprej in malce nazaj, testiraj, raziskuj. Zato si tukaj, da si živ. In to zdaj počni. Ključ si ti. Vsa vrata odkleneš ti, ker so tvoja, da jih odkleneš. Rada te imam. Jaz, boginja Isis. Kolikor v svojem srcu našel si simbol ptice v letu, to sporočilo namenjam tebi. Pojdi v svobodo. Toliko je pravil v tvojih možganih in potem ne poskušaš sebe osvoboditi, ampak poskušaš sebe samo še bolj omejiti. Govoriš si, kaj ne smeš, govoriš si, kaj ni prav, govoriš si, kaj ni dobro, jaz pa povem ti, govori si, kaj je tisto, kar želiš, govori si to, kar hočeš, govori to, kar je prav, kar čutiš. Komunikacija z življenjem potrebuje biti spremenjena iz tega, kar se ne da in ne sme in ni mogoče, v to, kar je mogoče, kar želiš, kar verjameš, kar lahko. Dobesedno potrebuješ uporabiti to ptico v letu, da preletiš iz ene strani na drugo stran. Zavedaj se, da to, kar v sebi sidraš, kar v sebi misliš, kar si ponavljaš v svojih mislih vsak dan, v svoj naslednji dan. In če danes govoriš, da nekaj ni mogoče, seveda to jutri ne bo mogoče. In če danes začneš sebe odpirati in si dovoljevati misel, da bi se pa dalo, da pa je mogoče, da pa zaupaš, da se da, se bo zgodilo to, da se jutri točno to bo dalo. In ne, svet ni takšen, kakršen je. Svet je takšen, kakršen ti verjameš, da je. Kajti za vsako osebo je svet drugačen. In ne potrebuješ se povezovati v množico, da jamraš in se pritožuješ, česa ni, ko bi lahko ta svoj potencial in to svojo moč uporabljal za to, kar pa je in kar pa želiš, da se izgradi. Premočen si in s svojo močjo kreiraš točno to, kar znotraj sebe vibriraš. Jasno vlagaj svoje misli vase. Premočen si, da bi v tebi bile misli, ki niso skladne s tem, kar želiš. Ptica v letu se večkrat pojavi v tvojem svetu, opazi jo, pokaže ti, da je čas, da greš iz ene strani na drugo stran, iz besede ne v besedo da. To je tvoja pot in odgovor na vprašanje tukaj tiči. Ko se iz tega, kar se ne sme, ne da, ni prav, dvigneš v to, kar si želiš, kar čutiš, kar je tvoja resnica. Zapomni si, ti kreiraš svojo pot. To, kar verjameš v sebi, je to, kar vidiš zunaj sebe, je to, kar živiš. Rada te imam. Jaz, boginja Isis. In če v svojem srcu našel si zaklad, to sporočilo namenjam tebi.
Vsi darovi tega sveta so znotraj v tebi, že zbrani. Tvoja naloga je, da večkrat odkleneš to svojo skrinjico darov. In nekatere darove že poznaš, sebe malce že poznaš, ampak toliko je še draguljev v tebi, ki jih še nisi odkril. In tvoja naloga je, da greš v svet raziskovati sebe. Greš v en odnos, v drugi odnos, v en hobi, v drugi hobi, v eno delo, v naslednje delo. Ti nisi tukaj, da boš samo en človek. Ti si tukaj, da boš kot duša skozi enega človeka poskušal več stvari hkrati. Zato povabim te, jaz, boginja Isis, da začneš doživljati sebe kot pisano osebo. Nisi le ene barve, v tebi je cela mavrica. In zdaj, ko greš v življenje, pojdi vedno iz cone udobja. Če nekaj že poznaš, za nalašč pojdi v nekaj, česar še ne poznaš. Če z eno osebo se že dobro razumeš, za nalašč se spoznaj še z eno osebo, da raziščeš nove odnose. In to ne pomeni, da staro potrebuješ zavreči. Ne, samo napolni sebe z novimi doživetji. Skozi vsak odnos, skozi vsako izbiro odkriješ druge dele sebe, ki jih prej nisi še poznal. Zato jaz, boginja Isis, povabim te, da zavedaš se, da si ti ta skrinja, ti si ta zaklad. Pa vendar, ker sebe doživljaš samo skozi eno dimenzijo, potem se ti zdi, da zate ni mogoče več in da se preprosto tukaj konča zmožnost tvoje manifestacije. O ne, več je v tebi, več je tukaj zate. A potrebuješ iti vase skozi svoje meje znanega v neznano. In konkreten izziv, do jutri potrebuješ nekaj narediti drugače. Karkoli. Imaš 24 ur časa, da nekaj narediš popolnoma drugače, kar še nikdar nisi. Zaradi sebe, da razširiš svoje obzorja in prepoznaš, da je v tebi več draguljev, kot si jih do zdaj poznal. Obilje in uspeh te čakata tam, kjer več sebe izraziš, doživiš in deliš s svetom. Rada te imam. Jaz, boginja Isis. In naj zdaj jaz, boginja Isis, v energiji vsega duhovnega vodstva ustvarim globoko prizemljenost. Zato povabim te, da vkolikor ležiš, se zdaj uležeš na trebuh, da je tvoj popek obrnjen proti tlom, vkolikor pa sediš, pa s svojimi dlanmi prekrij svoj popek. Narahlo potisni vanj in začuti, kako se vsa tvoja razširjena zavest in energija zdaj začneta vračati vate. Prizemljuješ se globoko v svojo sredino, tvoj popek v tvoj izvor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zavestno vdihneš skozi nos visoko in z globokim izdihom, tokrat skozi usta, spustiš vse. Ponoviš še 3-krat zavesten vdih skozi nos visoko in izdih skozi usta, spustiš vse. Znajdeš se v sebi, začutiš, kako se čutiš, drugače, kaj ne? Nato pa v svojem ritmu, nežno, počasi, začni prebujati svoje telo, tako da premakneš svoje prste na rokah, prste na nogah, se rahlo povaljaš po tleh ali pa zavrtiš v svojih bokih in se začneš vračati v polno budnost in živost lastnega telesa. Jaz, boginja Isis, skupaj s celotnim duhovnim vodstvom, okoli tebe razpenjam to zlato matrico,
Od tega trenutka te spremlja v večnost. Energija tega dne je zapisana globoko v matrico tvoje duše. Utelesi se, pravi Mihael. Jaz pa dodajam, uživaj na poti. Nisi prišel, da trpiš, nisi prišel, da trpiš. Zato osvobodi se potrebe po bolečini in začni se dvigovati v užitek. Planet Zemlja si namreč izbral prav zaradi tega. Je edini planet v vesolju, v katerem in na katerem lahko doživljaš fizičen užitek skozi telo. Zato naj užitek telesa postane tvoja praksa utelesitve, vračanja v telo, vračanja vase. Ko boš pripravljen, nežno odpri svoje oči in za trenutek samo obstani v globoki hvaležnosti za vse, kar si danes sprejel. Jaz, boginja Isis, pa se v imenu celotnega duhovnega vodstva, nadangela Mihaela in vseh duhovnih vodnikov, nadangelov, boginj, bogov, svečenikov, zahvaljujem, da smo danes lahko vate sidrali svojo energijo in s teboj kreirali to čudovito povezavo. Sprejel si več, kot tvoj lahko razume. Le to vedi, da tako kot si ti prišel po nas, smo mi prišli pote. Drugega potrebujemo. Tako kot so ljudje okoli tebe prišli pote, si ti prišel po nje. Drugega potrebujete. Tako je. Z ljubeznijo, najmočnejšimi blagoslovi. Jaz, boginja Isis in celotno duhovno vodstvo vseh duš tukaj zbranih. Hvala.
Hvala lepa, da smo to danes doživeli skupaj. Sem malo brez besed, moram še priti cela nazaj. Naj nas ta energija nese. Povabim te, da v pomirjenosti greš v zaključek tega dneva s to energijo, s tem zavedanjem. Hvala lepa. Brez besed sem. Hvaležna sem za vsakogar izmed vas, da smo skupaj povezani v tej svetli mreži, da sprejemamo, da smo v ljubezni, da se vračamo v ljubezen. Kaj prav pametnega zdajle ne bom povedala, zato ker sem še čist noter. Moram priti nazaj, tako da bom samo v tej energiji se zahvalila in nam vsem zaželela, da to, kar smo danes prebudili, nesemo v svoje življenje in pogumno živimo to, kar smo. Hvala lepa, hvala. Rada vas imam. Nočko.